ljubljanskega studia 136, to so vesti na vesti. Predsednik Desusa Karl Erjavec je prekinil pogajanja o koalicijski pogodbi pozdravljen, ker predsednik socialnih demokratov Borut Pahor ni pristal na to, da bi v prihodnji vladi še naprej vodil obrambno ministrstvo. Pahor pričakuje, da bodo zaplet rešili, čeprav dopušča možnost, da v novi koaliciji stranke Desus ne bo. Rekel sem mu, da ukolikor to ni njegov dokončen pogoj, velja razmišljati naprej, velja rekel, da to je njegov dokončen pogoj, zaenkrat je prekinil. Je že znan kadrovski razrez za zares, včeraj ste govorila z gospodom Golobičem? Ne še. Toliko za danes, treba je veliko potrpežljivosti, veliko dela me čaka. In če ne gre Desus v vlado, kdo je potem? Jaz mislim, da je dovolj časa, da bomo prišli do rešitve. Samo potrpežljivo je treba biti in se pogovarjati. Želite obnoviti pogovore z SLS-om? Ne, mislim, da je dovolj časa, da pridemo do rešitve. Hvala lepa. Erjavec prav tako dopušča možnost, da Desus ne bo v novi vladi. Obrambni minister pravi, da je pogajanja prekinil zaradi neenakopravnega obravnavanja njegove stranke. Danes sem imel pogovor z bodočim morebitnim mandatarjem. Mandatar bo postal, ko bo dobil 46 glasov v državnem zboru. In da prvi stavek je bil, da si lahko izberem ministrstvo, katerokoli si želim, da pa ne morem biti minister za obrambo. Mislim, da gre za ultimat. Takole pa je Erjavec pojasnil, zakaj vztraja pri tem, da bi ostal obrambni minister. Ne vem, zakaj nekateri vztrajajo, da ne bi bil. Pri Denisu Pokori je na vesti to pojasnila predsednica LSD Katarina Kresal. Mi pričakujemo, to smo tudi že večkrat povedali, da bo te pomisleke upošteval in da bo našel drugačno rešitev, ki bo pa še vedno dobra za vse tiste, ki bodo nastopali v koaliciji, da se bodo dobro počutili. Kaj? A lahko še enkrat to daš? Ja, dej. Prosim. Mercator je odgovoril na mnenje Urada za varstvo konkurence o usklajenem delovanju s Šparom in Engrotušem. Predstavili so ekspertize, ki trdijo, da sistem enotnih cenikov ni v neskladju s konkurenčnimi zakoni. Aleš Melihen iz odvetniške hiše Senica pa je pojasnil, da jih pravzaprav moti slovenska zakonodaja. Postopek, ki ga je urad vodil tekom preiskave, ni bil skladen z ustavo in v skladu z veljavnimi predpisi. Urad se je skliceval na določbe zakona o preprečevanju omejevanja konkurence, ki je po mnenju Mercatorja protiustaven. Kandidatom neodvisne študentske mreže, ki poleg samostojne akademske skupine kandidira na študentskih volitvah, je ŠOU zavrnil 45 vloženih kandidatur, ker naj bi bile napačno oddane. Študentska mreža je zato organizirala protest in zahtevala sklic izredne seje študentskega zbora. Kaj se dogaja, je pojasnil prodekan študent Filozofske fakultete Mart Buh. Mi dva nisva člana neodvisne študentske mreže, ne kandidirava, nisva v modrih majčkah, ampak sva kot študentska predstavnika prišla sem ogorčena. Na 7 članicah Univerze v Ljubljani je bilo 45 kandidatom z modre liste, z liste neodvisne študentske mreže zavrnjena kandidatura. Zakaj je bila zavrnjena kandidatura? Zato, ker je na podlagi pritožbe samostojne akademske skupine se je volilna komisija odločila, da bo 45 ljudem zavrnila kandidaturo, zato, ker so jo poslali s priporočeno pošto. S tem, da 3.10.2008 je bil predstavnik volilne komisije Tomaž Palk prisoten na cestni umestni lok 81 na pošti dežurni in je popisal 111 kandidatur od modre liste. In kaj je rekel? Rekel je, ja, lahko jih pošljete s priporočeno pošto, to je povsem legitimno. To dokazuje ta dokument. On je vso pošto popisal in je posod pod način pošiljanja napisal priporočeno, kar pomeni, da se je s tem strinjal. Ampak ni bil tako seksi, kot sem mislila, da je bil. O ekipi z imenom Drva, ki neopredeljeno kandidira na volitvah za študentsko organizacijo na ekonomski fakulteti. Komentar dneva, Simon Kramarič. Se prav, ne? Napisam, ja? Ja. Naj za začetek povem, da beseda drva pravzaprav pomeni drzni, razumni, vsestranski in ambiciozni. Tukaj sem, da vam zupam žalostno zgodbo, ki se imenuje volilna kampanja na EF. S konkurenti smo bili dogovorjeni, da bomo igrali po pravilih. Mi smo se tega držali, oni pač ne.
Že prvi dan kampanje so si dovolili nositi majice z šov logotipom. Svojo stolnico so okrasili z baloni, prav tako potiskanimi z šov logotipom. Poleg tega so na plakatih oglaševali športni dan na EF, na katerih je jasen napis Showfest. In kaj je pravzaprav s tem narobe? Praktično vse. Naj citiram 3. člen pravilnika o volilni kampanji, ki ga je izdal ŠOV v Ljubljani. Citiram. V volilni kampanji je prepovedano uporabljati istovetne ali podobno razpoznavne znake in imena ŠOV v Ljubljani, ter istovetne ali podobno razpoznavne znake in imena pravnih oseb, katerih je ŠOV v Ljubljani ustanovitelj ali soustanovitelj. Konec citata. Zaradi prošnje, da umaknejo šov balone, so se spravili na plakate gospodarskega izziva, čigar člani smo tudi člani liste drva in jih odstranili. Pozivamo vse študente ekonomske fakultete, naj premislijo, če si res želijo, da jih v študentski organizaciji zastopajo taki ljudje. Vabimo vas, da se 21. in 22. tega meseca udeležite volitev in uveljavite svoje mnenje. Saj veste, ko je vojna za vse, da je le po pravilih. Sindikat delavcev v vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti je na Ustavno sodišče vložil zahtevo za oceno ustavnosti zakona o sistemu plač v javnem sektorju. Ana Iglič je takole predstavila eno od nerazumljivih rešitev. Če pogledamo razmerje plač, visoko šolstvo, znanost pri izrednem profesorju in višjem znanstvenem sodelavcu, kjer gre prav tako za identična, enaka delovna mesta iz zakona o visokem šolstvu, oba delovna mesta ureja zakon o visokem šolstvu, je razlika v osnovni plači 726 evrov. Šport in pornografija. Najboljša slovenska jetskierja Rok in Nac Florjančič iz Miklavža pri Mariboru sta zmagala na svetovnem prvenstvu v Lake Havas Cityju v Arizoni. Nac je bil prvi v kategoriji Amateur Freestyle, Rok, sicer svetovni prvak med amaterji leta 2002, pa je bil najboljši v kategoriji Pro Freestyle. Kakšna Arizona? A ne bi moglo biti tle malo vode pa to? Da pokaž. Slovenija. Kultura. To ni za me. V mestu žensk smo si ogledali dokumentarec Irene Salina Tok v imenu ljubezni do vode, ki prikazuje katastrofalne posledice tega, da so se življenjsko pomembne surovine znašle na svobodnem trgu. A smo? So our planet is just one huge living body with water constantly circulating through it, and it is the water that gives it life. We too are like the surface of our planet, 70% water and 30% solid. We too have a heart. We have 60,000 miles of veins and arteries. And just like the earth recycles the water, we have a water cycle within us. Umetnici iz skupine Sub Rosa Sub Rosa pa sta nam predstavili aktualne probleme tržnega prisvajanja genetike. Boste koruzne kolačke? Kaj pa je notri? Sladkor, sol, koruza, mast v prahu. Mora da. Okus ti je fajn ali kako okus? Nima ful izrazitega okusa. Jaz boljše pečem. Še vreme? Molovsko. Iz ljubljanskega studia 136, to so bile Vesti na vesti. Ostanite še naprej z nami.